Kjer je že hibrid? Ta, ziher. Torej, eno od vprašanj, ki smo jih kar pogosto deležni pri električnih oziroma elektrificiranih avtih, če se pravilno izrazim, ker jih poganja elektrika, je, koliko manjši prtljažnik imajo. V tem primeru je nekje v avtu ogromna baterija in potem najbrž prtljažnika kar zmanjka, a ne? No, ne nujno. Baterija pri sodobnih avtih je lepo pospravljena v dno, ker so nove platforme itak razvite že z mislijo na to. Evo, lep primer. Tukaj imam dva C5 Aircross, tale je klasičen s termičnim dizelskim motorjem, tale pa priključni hibrid, kar pomeni, da se tamle znotraj nekje skriva velika in težka 117-kilska baterija, ki jo lahko polnite in s katero lahko po VLTP prevozite 50 km samo na elektriko. Koliko manj prostora je? Tehnični podatki pravijo, da je prtljažnik tega avta manjši za 160 litrov, lahko pa pogledamo v praksi. Tule pod mano je baterija, pa ima takšen C5 Aircross še vedno 460 litrov prtljažnika. 600, če tiste 3 stole vzdolžno pomaknem čisto naprej. V bistvu, če so takole podrti, je prostora pa toliko, da boste na vprašanje, kdaj vam pripeljejo hladilnik, rekli, ni treba, prijem jaz spon. Jaz tle ležim kot kralj. Evo, dovolj prostora, če me žena kdaj vrže iz hiše. Pa še dvojno dnoma za skrit polnilni kabel. Zdaj zapremo, da me ne gledajo. Jaz smo počeval. A moram naprej? Ok. Seveda boste velik prtljažnik potrebovali manjkrat kot pa dovolj prostora tukaj v kabini, zato je zelo pomembno, da je tudi v drugi vrsti udobja dovolj. Evo, v obeh avtih enako, kar pomeni, da pri hibridu ne boste nič na slabše. Edino ta nasvet, če bodo zadaj pogosto sedeli visoki odrasli, vzemite C5 Aircross brez panoramske strehe, ker ta v vsakem avtomobilu odžre nekaj uporabnega prostora. Ne tukaj, kjer je sicer dejansko steklo, ampak takole pri robovih. Evo, v mojem primeru tudi to najbrž ne bi bila težava, če bodo tule zadaj večinoma sedeli otroci, pol pa itak, sploh ne problem. Zakon tule je druga stvar. To, da so v obeh primerih tule zadaj 3 ločeni sedeži, na katere grejo 3 pravi otroški stoli. Ok, jaz imam 2, pa tega nimam več. To je res super, če imate 3 nagajivce. Prvi bo lahko brcal fotra v hrbet, drug mamico, tretji se bo mogel pa zadovoljiti s sredinskim grebenom. Čist noro. Ampak volanovci najraje sedimo tukajle, ker je najbolje. Glede na to, da sem danes sedel že na vseh sedežih tega avtomobila, v bistvu lahko verjamete. Sprednja sedeža sta prava fotelja in za C5 Aircross smo itak že večkrat povedali, da je najbrž najbolj udoben križanec tega segmenta. Sej takšen z 225 konji lahko fino gre, ampak udobna vožnja je tista, ki mu najbolj ustreza. Ta sedež je mehak in lepo pomaga, da grbine komaj čutim. In ravno prav objame hrbet, zato je vožnja potem res prijetna. S hibridom še v bistvu toliko bolj kot z navadnim, ker je v električnem načinu čisto tih in je potem ena dodatna kljukica pri udobju. Seveda je pa tudi fajn, da potegne, kadar potrebujete. Evo, primer prožnosti. Oba z Matejem se peljeva 40. A si? Ja, 3, 4, zdaj. Adijo! Elektrika precej pomaga. Torej, uporabnost hibrida in klasičnega, nekaj manjši prtljažnik tule, ja, ampak ni posebne drame, kot sem pokazal. No, če vam pa tistih 160 litrov res zmanjka za na morje, si pa še vedno lahko kupite 400-litrski kovček za na streho, ne? Sam ne pol mene kriviti, če bo žena s sabo vzela preveč prtljage. Kjer je zdaj hibrid? Ta, jaz grem s tem.